Veliko ljudi ima na nek način neke vrste strah do koncertnih dvoran klasične glasbe. Tretji. Želeli smo pokazati, kako lepo je lahko človeku, ko je obdan z dobro glasbo. Astrona. Jaz bi bila za to, da se dress code ukine, vendar z določenimi omejitvami. Da lepo zazveni, misliš, 5 let recimo. 5 let, no mi imamo 5 minut. En je moral najprej prekršiti vsa ta pravila klasicizma, recimo, da je pol šla muzika naprej. Podobno je v protokolu. Kako hitro se pa spreminjajo ta pravila. Zelo, zelo počasi. Gre pa. Tako da veliko sreče ti želim. Izvolite. Če prideš 5 minut prej, si točen v dvorano še prej. Če prideš točno ob uri, si že malo zamudil. Če prideš 15 minut čez uro, te sploh ni bilo. Mene nikoli ni. Kaj je lepšega, kot kombinirati klasično dobro glasbo tudi z svežo zelenjavo, svežimi ribami in ne nazadnje mesninami. Dobro. In pol? Spoštovane in spoštovani, v podcastu 1, 2, 3 bis gostim diplomirano muzikologinjo, predavateljico. Pred kratkim je napisala novo knjigo z naslovom Hiša sozvočja in nekdanjo šefinjo protokola Republike Slovenije. Dame in gospodje, z nami je gospa Ksenja Benedetti. Dober dan, Ksenja. Dober dan. Zelo sem vesel, da si prišla v naš podcast. Mal bi se pogovorila o klasični glasbi, kako gledaš na njo kot muzikologinja. Mal bi se pogovorila tudi o protokolu na koncertih klasične glasbe. Predvsem, a jemljemo ta protokol preresno, pa na koncu imamo še eno glasbeno presenečenje za tebe. Brez skrbi. Okay. Že v mladosti te je umetnost zanimala te je literatura, slikanje, ampak kakšen pa je bil tvoj prvi stik z glasbo? Prvi stik je bil, ko je moj oče igral na neki pianino, nekje, se ne spomnim točno kje, na Planincah. In to s tercami. Na Planincah, sončice si. Tole. Tako da, dobro, to ni klasična glasba, ampak to je bil moj prvi, sem bila zelo majhna, po moje 4 leta. In to je bil ta moj prvi stik z glasbo in od tam je šlo samo naprej. Se pravi, oče je bil glasbenik, ljubitelj glasbe, Ni bil glasbenik, on je bil direktor v enem podjetju, ampak kasneje je začel peti pri skupini Hrušiški fanti. To so taki ljudski pevci, ampak so se kar izkazali. Mislim, da so posneli takrat kaseto, pa pol še neke CD-je, pa v Avstralijo so šli. Mislim, da so 2-krat, tako da to je pol kasneje začel peti. Uspešen ansambel oziroma skupina. Ja. Pevska skupina. Pa je potem oče bil pobudnik, da si začela obiskovati glasbeno šolo? Igrala si klavir, ne? Ja, to res se ne spomnim, kako se je zgodilo, ali ste me nekako spodbujali, ampak vem, da sem si klavir izbrala sama kot inštrument. Sem si to res želela. In potem so me vpisali v glasbeno šolo. In potem se je začelo. In klasična glasba te je od nekdaj zanimala? Mislim, v tej glasbeni šoli se je igralo klasično glasbo. Takrat ni bilo zaželeno, da bi se kakšna druga zvrst glasbe sploh igrala, celo na jazz so bili malo, kako bi rekla, niso bili profesori veseli, če se je to v hiši dogajalo. To je bil haram klasične glasbe. In spomnim se, da sem enkrat s Patrikom Greblo, ki je tudi hodil v to isto glasbeno šolo Koper, da skrivaj, ko so čakala na ure, igrala 4-ročno rock and roll. Okay. In to je bilo kar pogumno, za tiste čase. Pa vaju je zelo tukaj še profesor? Ja, en je takole... kriminalnem početju. En je malo odprl vrata, prav ne bom pozabila tega prizora, malo je odprl vrata, pa je naredil... Mal tiše, lepo prosim, dajte Mozarta nazaj. Ampak, a lahko rečemo, da te glasbeni nastopi v glasbeni šoli, a ti je to dalo nek red, neko disciplino oziroma je v tebi prebudilo to neko strast do protokola? Nikakor. Prebudilo je strast do glasbe.
ne pa do protokola. Odkje ti pa potem ta natančnost in To je pravzaprav kontrola? Jaz sem res en tak nežen kontrol frik v življenju na splošno. Imam rada, da so stvari organizirane, da vnaprej vem, da imam koledar pospravljen. Ne? To ne maram kaj preveč improvizacije. Ampak ni mi to dala glasba. Ne? Mislim, da so mi dale vse 3 službe. Mi je zdaj res všeč tudi doma imeti pospravljeno, ker nisem bila vedno taka. In da je ta organiziranost pač, da sem pospravljena. No? Ja. Pa ne brž tudi vzgoja staršev, seveda, pripomogla k temu. To tudi, ampak oni so mi kar puščali veliko svobode. A res? Ja. Potem, kakor vem, si imela tudi en rock band v srednji šoli. Ja, to ga je ustanovil moj pokojni prijatelj Andrej Marušič. Imeli smo ta band in to tudi ni bilo v skladu z pridno učenko, kar naj bi jaz bila. Ampak jaz imam v sebi vedno to dvojnost. In všeč so mi različne zvrsti glasbe. Tako klasika kot rock and roll, mogoče kakšen punk res, ne? Ampak vse drugo pa ja. Bila si šefinja protokola, ampak zdaj pa govoriva že cel čas, da si pa skozi mečken kršila ta protokol. Ne? Ja. Recimo, kaj me zanima pri protokolu? Ne? V glasbi imaš ti recimo v klasicizmu, ne vem, Mozarta, v baroku imaš Bacha. To so bili skladatelji oziroma to je obdobje v glasbi, kjer je red, disciplina. Točno je določeno, kako je treba igrati. Ni tukaj kakšnega velikega odstopanja. Pravila so taka, pravil se je treba držati. Potem pa gremo naprej, recimo v romantiko, tam se da pa že več te svobode uporabljati. Kaj pa recimo pri protokolu? Kje so tiste države, ki imajo strog protokol, kjer se morajo obvezno držati teh pravil in kje so tiste države, ki pa so malo bolj svobodne in se lahko več privoščijo? No, zagotovo je najbolj strog protokol, kraljevi protokol, pa recimo britanski je prvi od njih, ki so res stroga pravila. Ne? Ampak veš kaj, zelo pogosto povem na predavanjih, brez kršenja pravil, zdaj v okviru nekih meja, ampak brez kršenja pravil ne bi bilo napredka. In enako je v glasbi. En je moral najprej prekršiti vsa ta pravila klasicizma, recimo, da je pol šla muzika naprej. Podobno je v protokolu, ali pa recimo v praksi. Nekoč se je našla ena ženska, ki je prva oblekla hlače. Do takrat je bilo to prepovedano. To je bila gospa Smith. In takrat je to veljalo za nezaslišano. Ampak če ona ne bi prekršila tega pravila, bi ženske še danes morale biti verjetno ves čas v krilih. Kako hitro se pa spreminjajo ta pravila? Je to počasen proces, predvidevam? Ali v diplomatskem protokolu gre to zelo počasi. Ja, zakaj? Gre pa. Ja, ker velja neka tradicija, v bistvu pravila diplomatskega protokola so taka, da nekako poskrbijo, da je vse nekako fair za vse, če rečem zelo po domače. In pol, če se porušijo neka določena razmerja, hitro pride do kakšnih napak ali pa do dvignjenih obrvi. Tako da je treba previdno. Ampak seveda je danes dosti lažje vsem nam zaradi tega, ker smo veliko bolj sproščeni kot včasih. Ne? No, glede sproščenosti, pri klasični glasbi recimo imamo kakšnega dirigenta, solista, ki si dovoli več v interpretaciji, recimo, ki je zelo energičen na odru, dovoli si biti zelo ekstravaganten, kar se tiče oblačil, frizure in tako naprej. In publika tako mu reče, ja, taj pa res umetnik, ja, taj pa bohem. Kaj pa politiki, ki se ne držijo pravil oziroma jih premikajo, hodijo po robu, celo mogoče jih prekršijo, kako pa njim rečemo? A so tudi umetniki, a so bohemi? Pa ne vem, kako bi jih imenovala. Pri politiki je treba s tem biti zelo, zelo previden. Ker si potem hitro v nekem oblaku afnanja. In to ni najboljše. In jaz sem takoj za sproščenost, ampak seveda do neke mere. Predvsem pa se mi zdi pri politiki pomembno, najbolj pomembno to, kaj kdo naredi, od tega, kako se zdaj kdo oblači, pa afna in tako naprej. Se mi zdi ta del zelo pomemben. Jaz vedno priporočam politikom previdno. Ja, sproščeno, ampak do neke določene meje. Malo se mi zdi včasih nefer, če pogledamo rock koncert, pa pevc pade na odru,
publika kriči, navija, to je to, dodaten šov smo dobili, hvala ti, všeč jim je to, nekaj se je zgodilo. Če se to zgodi na koncertu klasične glasbe, da dirigent pade, je to zelo, zelo neprijetna situacija. Zakaj ljudje gledamo na koncert klasične glasbe na tak način, da mora biti vse fino, da mora biti vedno red, protokol? Od kje nam to? Pa ne vemo od kje, ker kakšnih 200 let nazaj ali pa 250 ni bilo mogoče to tako, ne, so se ljudje tudi zabavali in celo jedli, ampak a se vam zdi, da jemljemo koncerte klasične glasbe preresno danes? Odvisno kdo. Jaz mislim, da se veliko ljudi ima na nek način neke vrste strah do koncertnih dvoran klasične glasbe. Zdaj, to, kar si zdaj povedal, to sta dve različni stvari. Ne? Eno je rock koncert, ki je čisto drugačna zvrst, drugačna publika, in drugo je koncert klasične glasbe. In to sta res dve različni stvari. Toliko let nazaj ni bilo teh različnih zvrsti. Je bila ena muzika, ne? In pivnica. Recimo, tam so se ljudje dobili, tam so bili tudi bolj sproščeni, so bili ljudje od kakšnih elit do pač običajnih ljudi in v bistvu je bila še ljudska glasba, ampak to ni bilo pač peto v dvoranah. Danes je pa to zelo razdeljeno. Ne. Ampak zakaj se ti zdi, da je mogoče, v narekovajih govorim seveda, elita si vzela koncert klasične glasbe majčken za sebe? Če pogledamo en nogomet, recimo. Ja. Nogomet gledamo vsi. Gledajo bogati šejki, ki kupijo lahko Neymara, ki kupijo lahko Ronalda in gledamo zelo preprosti ljudje. S tem, da ponavadi na tekmi se ljudje, ki so med navijači, bistveno bolj spoznajo na nogomet kot tisti na VIP tribunah. Ne? Ja, ampak to je šport, ne. V kulturi, sploh pa recimo pri klasičnih koncertih, to tako ne more biti. Ne. Zakaj recimo tudi pri športnih prireditvah, tam smo nekako vsi zraven. Tam se najbolj maha z zastavami, recimo, ker drugje ne, s takim veseljem. Tam pa vsi, ne, se mi zdi, da nekaj čisto drugega. Jaz ne vem, če bo kadarkoli možno, da bi bilo pri klasični glasbi tako. Ne. Da bi se bahali zastavami na koncertu. Ali pa da bi res pol vsi. Mislim, da je tudi koncerti klasične glasbe, kako bi rekla, to muziko je malo bolj zahtevna muzika, no, kot neka popevka. Ne? Zdaj, včasih ni bila, ne? Včasih je bila samo ena, ne? Ja, taka zvrst, ja. Kaj pa recimo, deva se dotakniti malo protokola na koncertih klasične glasbe. Če rečeš človeku, gremo na koncert klasične glasbe, bo tako rekel, se nimam nič za obleč, se moram najprej nekaj kupiti, da ne moram biti takle. Če mu rečeš, gremo v kino, bo vsak rekel, valjda pejmo. Ne? A smo že kot družba zreli, tako vprašal, da pridemo na koncert v džinsu, recimo, ker dobil sem informacijo v Royal Opera House v Londonu, so po novem odločili, da ni več potreben dress code. To je neka nova zdaj odločitev. Kako naj se ljudje oblečejo za koncert klasične glasbe? Zanimivo je, da na te koncerte ali pa recimo tudi v Cankarjev dom hodijo ljudje zelo, zelo različno oblečeni. Od čist večerne obleke do strganih jabolk. Jaz sem za seveda bolj sproščena oblačila tudi lahko, tako da jaz bi bila za to, da se dress code ukine, vendar z določenimi omejitvami. Ne kratke hlače, ne strgane kavbojke, oziroma džins, temen, enobarven, nepoškodovan, ni treba kravate, ni treba srajca, lahko ena lepa majčka. Skratka, da se obleči tudi primerno, pa ne zopet tako, kako bi rekla, v neki obleki s kravato, tako kot si recimo ti oblečen. To ni več nujno, da greš tako na koncert klasične glasbe. Zdaj, če gre za novoletni koncert, je seveda druga zgodba, ne? Tam se ljudje oblečejo malo bolj svečano. Ne? Ja, par nas doma smo za nov let vsi takole v kravatah. Kaj še od protokola, no, recimo, kar bi ljudem mogli povedati, recimo zamujanje. Spet bom dal primer kino, ne. Kino začne se predstava ob 8 oziroma film ob 8 zvečer, pa vedno rečemo, akcije so še reklame, 15:08 se bo začel, pri koncertu je malo drugače, ne. Treba je biti točen oziroma prej. Ja, absolutno točen, ampak glede točnosti velja tole. Če prideš 5 minut prej, si točen. Če prideš točno ob uri, si že malo zamudil. Si že malo zamudil. Okay. Če prideš 15 minut čez uro, te sploh ni bilo. Mene nikoli ni. Ampak veš, to zamujanje, to je nespoštovanje časa drugega človeka oziroma inštitucije, orkestra in tako naprej.
To je res, ja. Potem so hecni tudi ti izgovori, ne? Zakaj je kdo zamudil. Je bil promet, je en tak meni zelo smešen. Ker promet je vedno in je treba pač malo sešteti, ob kateri uri se grejo od doma in kakšno vreme je. Ne? Ljudje, ne zamujati na koncert, pejte prej od doma in Slovenska filharmonija vam bo na široko odprla vrata. Premikamo meje tudi v programu. Zdaj kako, pa nam bo povedal naš drugi gost, direktor Slovenske filharmonije, dolgoletni član orkestra Slovenske filharmonije, oboist in dober prijatelj od Ksenije. Dame in gospodje, z nami je gospod Matej Šarc. Matej, pozdravljen. Dober dan. Dober dan. Živijo. Matej, odkje se s Ksenijo poznata? Ksenija, videla sva se midva že na kakšnem protokolarnem dogodku, spomnim se tudi na Brdu pri Kranju, ampak ti si imela vedno takrat veliko dela in si morala se ukvarjati z neštetimi podrobnostmi, tako da prav spoznala se takrat nisva. Sva se pa seveda velikokrat srečevala v bližini filharmonije, prihajala si tudi na naše koncerte in počasi smo postali prijatelji. Matej, spremembe se dogajajo pri Slovenski filharmoniji, predvsem s projekti. Zdaj nazadnje, lahko rečemo, najbolj odmeven projekt je bil filharmonična hit parada na ljubljanski tržnici. Tako je. Zakaj tu pravzaprav gre? Filharmonična hit parada je nastala v post-covidnem obdobju, ko se je epidemija končala. Takrat smo želeli pristopiti k tistemu občinstvu, ki ni reden gost na naših koncertih in želeli smo pokazati mimoidočim, kako lepo je lahko človeku, ko je obdan z dobro glasbo, tokrat seveda s klasično. Tudi jaz se strinjam, da je dobre glasbe zelo veliko v vseh različnih žanrih in seveda naše področje je klasična glasba in kaj je lepšega, kot kombinirati klasično dobro glasbo tudi z svežo zelenjavo, svežimi ribami in ne nazadnje mesninami. No, ampak zanimivo je, da na tem koncertu, ne, na tržnici, ljudi ne sedijo, pač pridejo mimo s cekarjem, malo poslušajo, zdi se jim fajn. Se mi zdi, Ksenija, Slovenska filharmonija obstaja od leta 1701. Jaz ne vem, a je v teh letih oziroma teh stoletjih že kdaj Slovenska filharmonija nastopila na ljubljanski tržnici? Jaz mislim, da ne. A je to, po tvojem mnenju, en tak lep premik naprej v protokolu? Sijajen. Res sijajen, tako da čestitke za ta projekt. Meni se zdi to, da se približaš ljudem, ne, ki imajo, meni se zdi neke zadržke do klasične glasbe. In če ne pride, kako je že, Mohamed gori, gre gora pač Mohamedu in to ste naredili. In to se mi zdi res nekaj zelo, zelo lepega in svežega. Da ni več tega občutka, zdaj to je, ni preveč čisto. To je podobno, ne, kot niso v glasbeni šoli nam dovolili igrati pač kakšne druge zvrsti glasbe. To je tu, ko se zamenja pač okolje, ko ni zdaj ona tišina, ne, ko so ljudje živahni, solatke, rožce, vse, kar je zraven. In v bistvu tudi klasična glasba. Meni se zdi to zelo lep pristop. Če pa si kdo pol želi seveda priti na en koncert res v absolutni tišini in tako naprej, pa pride v filharmonijo, ne? No, se je zanimivo, jaz vodim drugače te koncerte vedno, ljudje, medtem ko orkester oziroma zbor, ko so na odru, ljudje prihajajo do mene in me vedno sprašujejo, a boste drugo soboto tudi tukaj? Jaz vedno rečem, ja, ne, pač pridite v filharmonijo, zato smo pa tukaj, ne? Tako da včasih mogoče res treba... Ja, ampak veš, mogoče bi pa celo res bilo za razmisliti, da postavimo kakšen abonma na tržnico. Mogoče res, ja. Ja. Mogoče res. Namreč, malo se šalim, ker res ta odziv občinstva oziroma mimoidočih, in to so seveda najrazličnejši ljudje, to so branjevke, to so stalni kupci na tržnici, potem je seveda ogromno turistov in dejansko ne eni, ne drugi, ne tretji ne morejo verjeti, da se jim tam dogaja Mozart, ker tam se mogoče pričakuje kakšno skupino iz Peruja, seveda našega slavnega harmonikarja Stromostovja in tako naprej, ampak Mozarta pa res ne. In to, ta šok, pozitivni šok, ta, kako jim zažarijo oči, to je nekaj neverjetnega. Ne? To dejansko za pravzaprav ta občutek tudi za izvajalce ali pa konkretno za mene, ki sem zdaj neke vrste mediator med enimi in drugimi, jaz se potem z ljudmi pogovarjam tudi, ne, in jim malo obrazložim skupaj z mojimi
sodelavkami in sodelavci, kaj nudimo in kaj lahko na naših koncertih doživijo, je to osebni pristop, ki se mi zdi, da preseže vse marketinške druge prijeme po svojem učinku. Tu je prvi tak nov odmeven projekt Slovenske filharmonije, potem imamo seveda novoletni koncert, ne, vsako leto. Zdaj Dunajski novoletni koncert, vsi ga gledamo. Ksenija, mogoče si bila kdaj na koncertu Dunajske filharmonije? Ne. Seveda pa je to na sporedu vsakega 1. januarja pri nas doma. To je vedno Sarma na krožniku, Dunajska filharmonija. Sarme pa ne. Pri meni pa Slovenski maček še zraven v glavi. Nisem šla, so pa seveda, to je pač koncert s tradicijo. No, zanimivo je pri teh koncertih Dunajskih filharmonikov, mislim, da 80% kart seveda dajo državnikom, gospodarstvu, 20%, ne me držati za besedo, ampak nekaj tazga, je potem določi žreb, kdo bo dobil karte. Pri novoletnem koncertu Slovenske filharmonije pa lahko vsak pride do karte, je tako? Ja, čisto vsak, ne več. Ne? Zadnja 2 novoletna koncerta sta bile razprodana. Zadnji sploh je bil razprodan kar lep čas pred samim koncertom. Ne podajamo se še v politiko žrebanja, ampak je pa vse eno to, skrbimo za to, da je to dogodek dejansko ljudem v veselje. Je precej drugačen kot Dunajski koncert, kjer mora vedno biti na sporedu glasba Johana Straussa. Mi delamo mešane programe, včasih je bolj orientiran recimo na glasbo. Enkrat smo naredili program nekako srednje evropskih skladateljev ali pa recimo bivše habsburške monarhije, malo madžarske, malo Leharja, malo operete, potem jasno tudi kakšen Straussov valček, predvsem pa zadosti slovenske glasbe. Ker slovenska glasba je zlasti v obdobju romantike zelo lepa in odkrivamo skladbe, posegamo tudi zdaj malo po priredbah, recimo Ipavci, naprimer, potem Emil Adamič so pisali čudovite samospeve. Zdaj smo ravno v fazi naslednjega novoletnega koncerta, ko smo dali 2 takšna samospeva orkestrirati, tako da bo to nekaj novega, a vseeno žlahtnega, tradicionalnega, predslovenskega. Ja. Tretji koncert, oziroma ta tretja novost je tudi koncert za mlade, za otroke, ki pa se odvija v živalskem vrtu. Ja, tu bi mogoče najprej še izpostavil družinske koncerte, tako imenovanega družinskega abonmaja Slovenske filharmonije, ki so se v zadnjih 2-3 letih zelo razmahnili. Gre za 5-6 koncertov v sezoni ob sobotah dopoldne in zaradi velikega povpraševanja smo letos vsakemu koncertu namenili ponovitev, tako da je en koncert ob 10, drugi ob 12 in oba abonmaja sta že razprodana. Tako da izjemno je to priljubljeno pri družinah, prihajajo seveda dedki, babice z vnuki, prihajajo mlade družine in včasih to popestrimo še s kakšnimi likovnimi delavnicami v mali dvorani recimo in pa zdaj, če se navežem, v sklopu teh koncertov je nastal nov dogodek, ki se imenuje koncert v živalskem vrtu Ljubljana. Ta se je zgodil ravno prejšnji vikend, to pomeni prvi vikend v septembru in jaz kljub temu, da se še nismo dogovorili niti z direktorico živalskega vrta, ki je to fantastično organizirala na svojem področju, lahko že upam objaviti, da bo naslednji koncert prvi vikend v septembru leta 2024. Upam, da me direktorica sliši. Super. Ksenija, koncert v živalskem vrtu? Je po tvojem okusu? Ne, ravno pa ne zaradi glasbe. Ampak se z glasbo ne mučimo živali. Ne, imam pa drugačno izkušnjo z živalmi in glasbo. Ko sva bila z možem na Borisom na Škotskem, tam je veliko ovac in so na teh pašnikih in je to res prav lepo tudi za videti. In sva imela avto in sva se ustavila tam blizu nekega pašnika, ki je bila takole ograja in sva šla ven malo na zrak in Boris je začel nekaj tako malo prepevati pa žvižgati in so vse očke prišle do ograje pogledati, kaj je zdaj to, se malo oglašati, res ne vem, če zaradi
petja ali zaradi česa drugega, ampak je bil en tak lep prizor. Žival čut, ne? Pravijo, žival čut. Jaz sem človek pa prepričana. tu Žival Ja, človek pa tudi, seveda. Ja, ja. Ja. Ne? Jaz bi pa tu še dodal eno Ja. zelo podobno izkušnjo ravno iz tega koncerta. 3 koncerti pravzaprav so to bili v Živalskem vrtu. Izvajali smo namreč skladbo Živalski karneval Camilla Saint-Saëns. In vsak od stavkov je namenjen določeni živali in en stavek je namenjen kukavici. In muzika gre tako, predstavljamo si nekako tišino, mirno razpoloženje v gozdu in potem klarinet zaigra kuku. In zdaj pride naš Franci lepo na oder in to pove, kaj se bo zgodilo, da bo kukavica, ki bo igral klarinet in reče otrokom, ponovite za klarinetom. Klarinet zaigra kuku, otroci ponovijo kuku. In kar je bilo že tu fascinantno, da je, bom rekel, več kot 90% otrok zapelo skupaj in intonančno pravilno. To me je zelo presenetilo. Potem, ko pa se je skladba začela odvijati in zdaj ta kuku prihaja, je brez da bi se zmenili, brez da bi dobili kakršnekoli napotke otroci, so otroci spontano v ritmu takoj za klarinetom ponovili ta kuku. In ta kuku je šel v klarinetu, ki je zdaj bil neke vrste vodja, skladba se razvije, postane malo bolj dramatična in to zaigra na glas in otroci zapojejo na glas. Potem pritajeno, pritihnjeno, otroci zapojejo potihoma. To je bilo magično, čarobno. Kot v sanjah. Kot v sanjah. Kot v sanjah. Ne vseh. No. Ja. Ker smo ravno pri sanjah. Ksenija, kaj je bila pa tvoja največja nočna mora pri protokolu? Ta, da kakšnega predsednika kam narobe peljem. Ali pa da pridem pred zaprta vrata, ki so zaklenjena. To sem res pogosto sanjala in to se mi je potem enkrat zgodilo v živo. So se sanje uresničile? Grozno. Pred zaprta vrata za mano 2 predsednika in pol me gledata, kako bomo pa zdaj šli naprej. In je bilo treba pač po drugi poti, malo 50 metrov okrog narediti. Tako da še zdaj me to ni zapustilo. Ne. Matej, primerjamo državniški protokol z koncertom klasične glasbe. Tvoja nočna mora, si imel kakšno oziroma se je celo uresničila? Tudi uresničila se je kakšna, ja. Ampak se omejim na tisto v sanjah rajši. Pa imaš kakšno zgodbo? Ena je bila kar kruta. Sanjal sem, da sem oboist, kot sem bil in sem, ampak sem v orkestru igral pavke, timpane, torej, ali kotle, kot rečemo. Se pravi, 2 kotla sta bila in jaz sem moral v določenem trenutku udariti na pavke, na timpane. In ko se je ta dogodek približeval v sanjah, seveda bliže, ko je bil, bolj sem bil nervozen, če bo vse v redu, če bo pravočasno, če bo ravno prav na glas in tako naprej. In ko je prišel ta trenutek, sem od treme v sanjah zmrznil. In roke so postale trde in nisem udaril. In potem je dirigent na vaji to ustavil in seveda me je opozoril. In je rekel, takt 56, prosim, če zaigrate takrat. Pa je bil kakšen znan dirigent ali neznan? Ga nisem spoznal, ne, to pa ne vem. Ni bil Karajan? Ne. V glavnem imel sem drugo priložnost na vaji in spet orkester igra, prihaja številka 56, skoncentriram se, spet zmrznem in seveda mi je postalo skrajno nerodno, da se je moral zdaj orkester ustaviti že drugič zaradi mene. Sem rekel, zdaj pa to ne more več tako biti in sem poiskal sam sebi pomoč. In sem vzel budilko in sem si naštimal budilko, sem naravnal na tisti trenutek, ko moram zaigrati. Zdaj, kdaj je to bilo, ne vem, ampak takrat je to funkcioniralo v moji glavi, sem rekel, to bo šlo. Ne? In potem orkester igra tretjič, pride tisti trenutek, jaz slišim tik-tak od budilke in vem, da bo, ko pride 56, treba udariti, ampak sem začel razmišljati. Zdaj, če jaz udarim, ko budilka zazvoni, potem bo cel orkester slišal to budilko in bojo vedeli, da nisem štel oziroma nisem igral po dobrem posluhu, ampak s pomočjo budilke, kar je sramota. Zato mogoče bi vseeno jaz prej ugasnil budilko, pa potem igral. Samo če bom pa prej ugasnil budilko, bom pa spet zamudil. To je bila agonija. To je bila agonija v sanjah in nisem vedel zdaj, kaj naj naredim. Budilka je začela zvoniti, jaz ali ne udarim ali ne in se začnem prebujati, ker je moja budilka zvonila.
Te je budilka rešila potem tukaj. Ja, Pri vstopu in tako je. Ja, da si se zbudil. Ja. Ksenija, a mogoče veš, svetovni voditelji, kateri so veliki ljubitelji klasične glasbe, oziroma a so kakšni, ki igrajo celo kakšen inštrument? Mogoče veš to? Jaz vem samo, da je Bill Clinton igral saksofon, za druge pa se zdaj ne spomnim. Tebi je violončelo, če se ne motim, še posebej pri srcu. Zelo. Jaz sem si želela učiti igranje na čelo v času študija na muzikologiji in sem klicala razne glasbene šole, ampak so rekli, da sem prestara, imela sem 21 let, nekaj takega. In takrat se to ni dalo, oziroma lahko bi si pač privatnega učitelja najela, ampak to seveda finančno ni šlo v študentskih letih. Tako da nisem pol te želje si nikoli izpolnila. Mateja, se da kaj zrihtati? Ja, če je šla filharmonija na tržnico, ni vrag, da ne bom mogli pomagati Kseniji, da se seznani s tem čudovitim inštrumentom. Ne? Potem pa jaz predlagam, da izpolnimo Kseniji njeno željo. Ksenija, bi si ti želela igrati violončelo? Ja, zelo. Verjetno je težko, ne? Ampak in mi ne bo pomagalo to, da znam klavir igrati, ampak jaz bi probala z veseljem. Ja. No, bomo videli. Tole je violončelo. Violončelo spada v družino Godal. Najstarejši violončeli, ki jih danes poznamo, so delo italijanskega mojstra iz Cremone Andrea Amatija. On je živel od 1500 do 1577, tako da najstarejši violončeli, kot jih poznamo danes, so od takrat. Čelo, ki ga poznamo danes, se igra s špico. Njegovi predhodniki, recimo Viola da Gamba, so se pa igrali brez špice in so se držali z nogami. In mislim, da je tole špico bolj udobno za nas. Inštrument igramo z lokom. Poleg lesene palice in žabice je sestavni del loka tudi konjska žima. Bolj ko je žima, oziroma mi rečemo kar lok, napet, bolj oster bo zvok in manj ko je napet, mehkejši bo. Ksenija, dobrodošla med violončelistkami in violončelistom sekcije Slovenske filharmonije. Tukaj te predajam Alji, strokovnjakinji na tem področju, tako da Alja, ponavadi koliko časa človek rabi na violončelo, da se nauči eno skladbo, da zazveni, to je kaj? Da lepo zazveni, misliš? Ja, 5 let recimo. 5 let, no mi imamo 5 minut, Ksenija. Ja. Tako da veliko sreče ti želim. Tako, izvolita. Ja, hvala lepa. No, Ksenija, to je violončelo. Zdaj pa not A struna, tole je lok. E struna, C struna, odlično. V levo roko, ampak danes izjemamo v desno. Noge narazen. Zdaj pa tukaj je prvi prst. A, to, bravo. Evo, sem si zapomnila lukenco. Ja. To je dobro si, če si tam ne zapomnila lukenco. Ja. Če mi za 1 centimeter spremeniš, pa mrdla. Nimam pripomb, v redu. Dobro. In pol? Četrti C. Aha, tretji C, okej. Hvala vsem, res hvala, da me prenašate. Dame in gospodje, šefinja sekcije violončelov Slovenske filharmonije, Ksenija Benedetti.
Bravo! Bravo! Bis! 1, 2, 3. Hvala.